Veš, imam nekje v zadju misli priprave na izraelske volitve. In ko sem te slišal reči, da sem rabin, ne pa insider, sem se tiho zasmejal, ker noben rabin v Izraelu, še posebej zdaj, ne bi rekel, da sem rabin, ne pa insider. Vsak je insider, če si zdaj rabin in prihajajo volitve. Vseeno sem ti želel postaviti vprašanje, če se zdaj navežem na Bližnji vzhod. Vodil si delegacije ameriških judov, Aškenazi, Sefardi, posebej sirskih judov, nazaj v Sirijo v zadnjem letu ali približno toliko časa. Kot skupnost tam, kar je od nje ostalo, trenutno ni veliko, poskuša znova utrditi svoje korenine. In za sirijske jude, ki so skozi leta zapustili to skupnost, do neke mere nekako vrmeti. Ugotoviti, kaj je tam še ostalo in poskušati ponovno vzpostaviti vezi ter morda graditi za prihodnost. Čeprav je to še daleč, ali nam lahko malo poveste kot insider, vrnil se bomo k insiderskemu pogledu, na to, kakšne so bile te misije, te delegacije in kaj pričakujete v prihodnje. Ja, hvala. Vse so bile misije dobre volje. In moram reči, da imam nekaj dokaj neposrednih informacij o Siriji. In nekaj od tega prihaja od izjemnega zdravnika iz Michigana, ki že desetletja dela na odnosih med Judi in muslimani z ameriškim judovskim odborom. On je tisti, ki mi je to povedal pred letom in pol, februarja, Asher moraš iti. Sem Aškenazi jud, nisem Sirec, ampak rekel je, Asher moraš iti v Sirijo. In tako sem šel. To je bilo, veste, februarja, le 3 mesece po revoluciji. In bil sem zelo impresioniran. In veste, prva stvar, ki me je navdušila, je bila, da ljudje niso bili obsedeni z Izraelom ali Gazo. To je res dober znak. Saj nam je mar. Mar mi je za Palestince, mar mi je za Ujgure, mar mi je za Darfur. Toliko ljudi je, za katere mi je mar. Ampak obstaja čas, ko se pogovarjamo o različnih stvarih. In oni so bili zaskrbljeni zaradi Sirije, pravkar so začeli obnavljati Sirijo. In ko so ljudje izvedeli, da sem Jud, so bili zelo prijazni. Šel sem nazaj še 2-krat. Vodil sem nekaj misij z neverjetnim Joejem Jajadijem, ki je sam Sirec in vodi Syrian Mosaic Foundation. In imeli smo nekaj odličnih trenutkov z notranjimi ljudmi iz vlade. Morda predvsem z zunanjim ministrstvom, pa tudi z ministrico za socialne in delovne zadeve ter gospodarskim ministrom. Srečali smo se z direktorjem Narodnega muzeja v Damasku, ki ima neverjetne freske iz Dura Europosa. In na tem dejansko veliko dela opravlja Aleph Foundation. Ne judovska fundacija, ampak Aleph French Foundation. Opravljenega je veliko, izjemnega dela. Zato sem zaupal dr. Baši, poznal je Judi. Njegovo družino je v veliki meri ubil Asad. In njegovo mnenje, in tukaj imam svoje stališče, na katerem vztrajam, je, da mora to obstajati. Izrael je razlog, zakaj obstaja nova Sirija, ker je Izrael udaril Hezbolah, Izrael je oslabil Iran in zato Šarah. Šara, prej Džolani, je lahko uspešno izpeljal revolucijo. Izrael bi bil naravni zaveznik Sirije. In vem, da so težave z druzami in alaviti, kurdi, rad imam kurde, vendar mora biti Sirija celovita in enotna. In to je bila taka priložnost za Izrael. In pred letom in pol, in vsi so dvomili. In potem so ljudje rekli, Šarah ne bo dolgo ostal. In potem ga bodo imenovali Džolani, on je islamist in vse te stvari. To je bila odlična priložnost za Izrael. Sirija se je obrnila nanje in rekla, želimo mir z vsemi našimi sosedi. Seveda morate razpravljati o Golanu. In seveda ne bi zagovarjal, da odstranijo vse tanke z Golana. Mir. Ne, veste, v hebrejščini, kabdel ve každehu, zaupaj mi, preveri, bodite previdni glede tega. Ampak to je bila taka priložnost. In to je bila priložnost, da Sirijo nekoliko oddalijo od Turčije. Nočejo biti odvisni od nikogar, še posebej ne od Turčije. Vedo, da si Turčija dejansko želi, da bi jih prevzela kot del Osmanskega imperija. Zato je bila to odlična priložnost. In upal sem, da bodo te judovske misije dobre volje, ker mislim, da ljudje zamenjujejo Jude in Izrael in vse to. Bi res, upajmo, pripeljale do tega, da bi imeli ljudje v Siriji bolj pozitiven občutek. Tako sem tudi storil. In kot sem omenil, sta bili zadnji 2 poti septembra in decembra. Mike, rad bi te prepričal, da greš v Sirijo. Obožujem to. In tako, ampak na zadnjih 2 potovanjih sem povsod v Damasku nosil svojo ekipo. In veš, ljudje, nekateri so spraševali o nas in želeli so se slikati z nami. Veš, jaz sem
Glej, ne vem, nisem poznavalec obrambnega področja in vsega tega, ampak moji sirijski in arabski prijatelji so rekli, da je bila to velika priložnost za Izrael, ker je Sirija vedela, da je Izrael udaril po Hezbolahu in Iranu. In Sirci sovražijo Hezbolah in ne marajo Irana. To nam je res še manjkalo. Druzi, moramo delati na tej zadevi na vprašanju Druzov proti Beduinom in tem, da se eden bori proti drugemu. Bližnji vzhod je težavno območje in Kurdom ni lahko. Veš, obiskal sem Kurdistan tudi s svojimi kaldejskimi prijatelji iz Michigana. Mi smo šli v Kurdistan, obiskal sem Al-Koš, kjer je grob preroka Nahuma. Ko da veš, jaz sem za Kurdistan, to sem javno povedal. Podpiram Kurdistan v Iraku. In pustimo Sirijo pri miru in upam, da bo Izrael dovolj pameten in bo lahko res rekel, da je Sirija še vedno lahko velik zaveznik. In to potrebujemo, ker moramo preprečiti Iranu, da pošilja vso to orožje Hezbolahu in Libanonu. Torej, moramo ustaviti nezakonito trgovino z drogami Kaptajon. Zato sem še vedno zelo optimističen glede Sirije. In čeprav je prišlo do nekaterih notranjih sprememb na zunanjem ministrstvu in nisem več tako povezan z njimi, mislim, da povezave mojih zdravniških prijateljev niso več tako dobre. Še vedno imam možnost, da se vrnem v Sirijo in zaljubil sem se v sirski narod. V Izraelu pravijo, ali je to Hadzaga? Je vse to predstava? No, je neverjetna predstava. In res je neverjetna predstava. Po drugi strani pa ni bilo tako enostavno priti tja. Izpolniti moraš obrazce, vize in vse to. Tako da mislim, da ni vse samo predstava. In mislim, da je bilo opravljenega dovolj dela. Šarah je v letu in pol pokazal, da to ni Iran, to ni Homeini. Veš, ko je Homeini takoj prevzel oblast, je postala Islamska republika. In videl si dokaze, kam je to vodilo. To je popolnoma drugače. No, rekli bomo prihodnje leto v Jeruzalemu, rekli bomo tudi prihodnje leto v Damasku in upajmo, da bomo to lahko izpeljali v približno 20 sekundah. Ali tako? Ali imajo Judje kaj, kamor bi se lahko vrnili v Siriji? Da, neverjetno je, tam so sinagoge, tam je pokopališče v teh dveh. Ne vem, ali se morajo Judje tja preseliti, da bi tam živeli. To je njihova odločitev, čeprav je mesto precej lepo. Veš, Damask je nekako tako, kot je bil Izrael pred 60 leti. Ampak je čudovito se vrniti in srečati sirske ljudi in Judje bodo tam spet dobrodošli.